vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan, da rojak prost bo vsak nevragle sosed bo mejak, da rojak prost bo vsak nevragle sosed bo, nevragle sosed bo mejak.
Spoštovani gospod ravnatelj, spoštovani slavnostni gostje. Dragi profesori, dijaki, starši in vsi, ki ste se odločili danes biti z nami. Dobrodošli na zaključni akademiji Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. Skozi njo vas bova tokrat pospremila Laura Barber in Timotej Tivadar. Vanjo smo letos vstopili s krasno koreografijo dijakov 3. U, 1. V in 3. B in 1. U, ki so se s plesom in glasbo spomnili slovenskega evergreena. V čudoviti zgodbi, ki nam ponuja vso idilo slovenskega podeželja, je čutiti izjemen pomen ter neizmerno moč preprostega, a klenega človeka, ki ceni ter neguje tiste vrednote, ki jih dan danes večinoma pogrešamo. Zemlja domača ni prazna beseda. Del je mojega življenja in če se mi vzame zemlja, se mi je tudi vzelo življenje. Ko si oglodan do kosti, ko te povsod preganjajo, kakor bi se bile gobe razpasle po tvojem telesu, te sprejme domača zemlja z istim obrazom, kot te je sprejela nekdaj, ko so te še v zibelj polagali. Nisi doživel spomladi, da bi te ne bilo objemalo njeno cvetje, in ne jeseni, da bi ti ne bila sipala svojih sadov. Dragi zbrani, letošnje leto je Tavčarjevo leto. 100 let je minilo od njegove smrti, o kateri je sam razmišljal takole. Mogoče, da je težko umreti, moja vera to ni. Ali toliko zapišem, da bi raje umrl sredi domače doline. Bodi si ob gladu, nego na zlatem stolu nemškega cesarja, kjer bi imel vsega na kupe. Tavčarjev dom je bila stara, prijazna kmečka hiša pri Kosmovih v Poljanah nad Škofjo Loko. Zato ni nenavadno, da nam je za vzor postavil odličnega posameznika, ki se pogumno spoprime z izzivi življenja. A Slovencem je zapustil mnogo več kot to. V brezčasje so ga zasidrali vera v pristnega in zavzetega človeka, domoljublje in zdrava načelnost, samozavest ter širok pogled na svet. Pa naj bo naključje ali usoda, ki nam je letos v goste pripeljala bivšega GFML-jevca, danes pa uspešnega voditelja in igralca. Mnogi ga boste prepoznali prav po njegovi vlogi v muzikalu Cvetje v jeseni. A lepo po vrsti. Najprej vabiva na oder gostitelja, gospoda ravnatelja. Drage dijakinje in dijaki, spoštovani starši, predvsem pa cenjena gospa županja Olga Karba, gospa predstojnica Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, organizacijska enota Murska Sobota, Darja Farič Klemenčič, hvala lepa, da ste se odzvala našemu vabilu, vsem skupaj pa prisrčno pozdravljeni na šolski akademiji ob koncu pouka. Posebno čast nam je, da se je našemu vabilu prijazno odzval slavnostni govornik, kot smo že rekli, naš bivši dijak Srdžan Milovanovič, o katerem bomo zvedeli malo kaj pozneje. Drage dijakinje in dijaki, danes je zadnji dan pouka v šolskem letu 2022-2023. Morda je bilo to šolsko leto prelomno za vas in ste našli svojo poklicanost, ljubezen ali ste doživeli kaj izjemnega. Vsekakor ste šolsko leto preživeli in pripeljali do konca, zato vam velja čestitati. Za mnoge se bodo začele počitnice, za nekatere žal še ni konec, vendar držim pesti, da vam čim prej uspe opraviti in popraviti to, kar je bilo skozi šolsko leto zamujeno. Verjamem, da se v petek 1. septembra srečamo v popolni izvedbi. 25. junija Slovenci praznujemo dan državnosti. Tega dne je namreč Slovenska skupščina razglasila temeljno listino o samostojnosti in neodvisnosti Slovenije
Zvečer istega dne pa je na Trgu Republike v Ljubljani sledila slovesna razglasitev samostojnosti naše države. Vse preredko se zavedamo, kaj pomeni, da lahko živimo v svoji samostojni državi. Mnogi narodi si zanjo že leta in leta prizadevajo, pa jim takšne in drugačne okoliščine niso naklonjene, da dosežejo ta cilj. Ponosni moramo biti, da imamo svojo državo, ki pa kljub svoji majhnosti premika gore na mnogih področjih. Zato je pomembno, da se potrudimo, da si zadamo cilje, saj vsakdo s svojim delom in obstojem prispeva k boljšemu jutri. Tudi vi, drage dijakinje in dijaki, ste bili uspešni in ste dostojno zastopali našo šolo in tudi državo. Tudi v regijskem, evropskem in svetovnem merilu. Posegli ste po mnogih prvih mestih in dosegli sam vrh, za kar se vam iskreno zahvaljujem. Saj ste za svoj uspeh vložili nemalo svojega prostega časa. 130 posameznikov vas je doseglo zlato ali srebrno priznanje na državni ravni. Nekateri med vami so si nabrali šopek priznanj. Za vaš trud vam bomo v nadaljevanju podelili pisno priznanje in knjižne nagrade. Spoštovani starši, današnji dan je tudi priložnost, da se vam zahvalim za sodelovanje v tem šolskem letu, saj smo skupnimi močmi skušali delati v dobrobit vaših otrok in naših dijakov, z željo, da to dobro delo nadaljujemo tudi vnaprej in ga še nadgradimo. Spoštovani sodelavci, tudi vam bi se ob tej priložnosti želel zahvaliti za trud in delo, ki ste ga vložili skozi celo leto. Posebej sem vesel, da ob tem niste pozabili, da šola tudi vzgaja, ne samo izobražuje, in se hkrati zavedali, da vzgoja ni samo priprava na življenje. Vzgoja enostavno je življenje, ki ga živimo tu in sedaj. In kot sem že na začetku pozdravil našo predstojnico, šolsko predstojnico, gospo Darjo Farič Klemenčič, jo sedaj vljudno vabim, da nam tudi ona nagovori oziroma nam pove kakšno prijazno besedo. Hvala lepa. Spoštovani gospod ravnatelj Zvonko Kustec, spoštovana županja, magistra Olga Karba, spoštovani profesorji gimnazije Frana Mikušiča Ljutomer, spoštovane dijakinje, spoštovani dijaki, cenjeni starši ter vsi ostali prisotni. V imenu Zavoda Republike Slovenije za šolstvo območne enote Murska Sobota vas lepo pozdravljam. Toplo pozdravljeni na zaključni akademiji, ki je namenjena slovesni podelitvi dosežkov na tekmovanju ter obeležitvi Dneva državnosti Slovenije. Danes smo se zbrali, da skupaj z vami proslavimo pomembne dosežke in priznanja, ki ste jih dosegli dijaki skupaj z vašimi odličnimi mentorji v iztekajočem se šolskem letu. Ta dogodek je priložnost, da se ozremo nazaj na vašo izjemno, uspešno, prehojeno šolsko pot ter se skupaj z vami veselimo dosežkov, ki ste jih dosegli s svojo predanostjo, vztrajnostjo, prizadevnostjo in ustvarjalnostjo. Pri tem ne smemo pozabiti, kako pomembno in odločilno vlogo opravljajo mentorji, profesorji pri svojem pedagoškem delu, kjer mladim smelo odkrivajo svet znanja,
razvijajo veščine kritičnega in ustvarjalnega mišljenja, sodelovalnega učenja, ter jih usmerjajo skozi naporen svet mladostništva s svojim zgledom in pogumom. Gimnazija je kraj, kjer se oblikujejo ne le mladi upi, temveč tudi mladi posamezniki, ki bodo oblikovali prihodnost naše družbe. Danes pa imamo še poseben razlog za slavje, se z današnjo prireditvijo obeležujemo tudi pomemben imenik v naši domovini, Dan državnosti Slovenije. Na ta dan se spominjamo osamosvojitve in ustanovitve naše lepe države ter vrednot, ki jih simbolizira. Poleg tega pa je praznovanje Dneva državnosti priložnost, da se zavemo pomembnosti naše države in vrednot. Slovenija je lepa dežela, bogata z naravnimi lepotami, zgodovino in predvsem izjemnimi ljudmi. Dijakinje in dijaki, vaše dosežke na različnih področjih je treba praznovati. S trdim delom, odrekanjem, predanim študijem in sodelovanjem ste pokazali svojo zagnanost, talent in sposobnosti. Tekmovanja so vam omogočila, da ste se preizkusili in izkazali svoje najboljše sposobnosti. Vaša vztrajnost in motivacija sta vas pripeljali do tega trenutka, ko boste prejeli zaslužene priznanja. Iskrene čestitke vsem nagrajencem in njihovim mentorjem. Hvala za vašo predanost, zagnanost in trud, ki ste jo vložili v svoje delo. Hkrati pa naj bo današnji dan spodbuda za vse nas, da nadaljujemo z delom, si prizadevamo za nove uspehe in si prizadevamo graditi boljšo prihodnost, tako zase kot za našo družbo, za naše Pomurje in za našo Slovenijo. Mladi, ponosni smo na vas in verjamemo v vaše nadaljnje uspehe. Čestitke. Hvala. Timotej, a tudi tebi v ušesih še vedno odzvanjajo te citre? Ja, saj ne samo meni, prepričan sem, da od uvodne predstave odzvanjajo vsem. Zagotovo pa jih nikoli ne bo pozabil naš slavnostni gost, gospod Srdjan Milovanovič. V muzikalu je namreč odlično odigral svojo vlogo Urbela, doktorja in Daniela. Če pa seveda muzikala niste gledali, brez skrbi. Z nami je prepoznaven obraz z malih zaslonov, voditelj televizijskih šovov in oddaj, pevec, igralec, imitator, skratka zelo znani obraz, ki ima tudi svoj glas. Tokrat na parketu nove telovadnice svoje stare šole. Vljudno vabljeni na oder. Spoštovani dijaki, dijakinje, starši, profesorji, gospa županja, gospa predstavnica Zavoda za šolstvo. Jaz nimam pripravljenega govora. Odločil sem se, da stopim pred vas in govorim iz glave in iz srca, tako da bo to trajalo vsaj 2 uri. Slavnostni govorec, moram priznati, da sem kar malo nervozen. Ni slabo za nekoga, ki je imel povprečje pod 4,0 in je imel kakšen ukor pred izključitvijo ali 2. Da se dobro razumemo, ne? To ni bilo zaradi tega, ker ne bi dovolj cenil šole, ampak zaradi tega, ker me je zanimalo preveč stvari, kot me še zdaj. Preveč sem razpet, zanima me tisto, zanima me ono, ukvarjal sem se s 1000 stvarmi v življenju in predvsem bi rad z vami delil svojo zgodbo, ne zaradi tega, ker bi mislil, da je pomembna, ampak naj vsak pobere tisto, kar ga zanima, kar mu bo koristilo. Ker toliko kot je zgodb, toliko kot je vas, je tudi zgodb. Na tem mestu bi komot lahko stal kdo od mojih sošolcev. Recimo, Tadej Ostrc je državni sekretar na Ministrstvu za zdravje. Doktor Ostrc. Prejšnji teden vas je zabavala moja sošolka, DJ Ksenija. V naših vrstah 4.C imamo tudi izjemne znanstvenike. Doktor Nina Pirher odkriva matične celice in podobno. Kar hočem povedati je, tu sem
verjetno zaradi televizije. V resnici pa zaradi Cvetja v jeseni, ki me je spremenilo življenje. Ampak do tega še pridemo. Moja zgodba je samo moja zgodba. Jaz sem učitelj. Končal sem filozofsko fakulteto, profesor angleščine, ampak se takrat nisem odločil za to. Lahko pa gremo še najprej 23 let nazaj, ko sem sedel na vašem mestu, oziroma ne na vašem mestu, ker takrat te fantastične telovadnice še ni bilo, ampak sem sedel na enem drugem mestu, tam krasno je bilo. Jaz vam moram iskreno povedati, da čas na gimnaziji Ljutomer je bil eden najsrečnejših v mojem življenju. Izbiral sem med gimnazijo Ljutomer, gimnazijo Ptuj, drugo gimnazijo Mariboru in gimnazijo Bežigrad. Na vse bi lahko prišel. Odločil sem se za gimnazijo Ljutomer. Na informativnem dnevu se mi je zdelo, sem spadam in ni mi žal. Zakaj? Vsaka gimnazija ima svojo identiteto. Tu sem lahko živel svojo identiteto. Namreč, kot sem rekel na začetku, mene je zanimalo preveč stvari. In dan ima samo 24 ur. In že takrat je bilo težko vse spraviti not. Igral sem košarko, a ne? Doktor Jakl, moj soigralec. Igral sem košarko za šolo, treniral sem rokomet, igral sem za klub v Ormožu. Predstavljal sem gimnazijo na različnih tekmovanjih, predvsem recimo debati, kot vidite. Bil sem na svetovnem prvenstvu v debati v Londonu, med drugim. Ukvarjal sem se z ogromno stvarmi, še zdaj se, do tega še pridemo. In takrat sem bil mlajši. Zdaj ima dan še vedno 24 ur, ampak svečk na torti je vse več. Tako da komaj dohajam te stvari. Ampak življenje je super, izkoristite ga. Izkoristite priložnosti, ki se vam ponudijo. Živite svoje sanje. Namreč jaz sem na gimnaziji Ljutomer živel svoje sanje. Lahko sem se ukvarjal z 10 stvarmi. Na gimnaziji Bežigrad tega ne bi mogel. Prevelika konkurenca. Tukaj pa mi je to okolje to omogočilo. Tudi sošolci so bili fantastični. Profesori so bili fantastični. Tega obdobja ne bi zamenjal za nič na svetu. Sem zelo ponosen in zelo vesel, da sem bil maturant gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer. En aplavz, prosim, za vse profesore, ki so bili nazaj, takrat še v mojem času in ti, ki so zdaj tu. Ta gimnazija ni zastonj ena najboljših v Sloveniji. Imam občutek, da je zdaj še boljša kot takrat, ko je bila v mojem času, pa že takrat je bila dobra. V glavnem, če prevrtimo čas naprej, ukor pred izključitvijo, bivši ravnatelj, da vam pojasnim, na hitro, ego. Dragi moji, ego vas lahko včasih tepe v življenju, tudi s kakšnim ukorom pred izključitvijo. Prišlo je do nesporazume med mano pa med ravnateljem, poklical sem celo šolo v jedilnico po radiju in jih poslal vse domov. Ja, to. Če skrajšam zgodbo. Tako reakcijo sem tudi takrat dobil. Isto reakcijo. Stopim dol. Učiteljica, s katero, oziroma profesorica, s katero sem se takrat najboljše razumel, sem rekel moja druga mama, Lijana Miholič. Stopim do nje, a sem bil dober? Ti Teslo zarokano. Kaj? A niste videli, kako so bili vsi srečni? A ti veš, budalo, kaj si ti zdaj naredil? Kaj? Poslal si celo šolo mladoletnih otrok domov. Če se komu kaj zgodi, si ti kriv. Jep. Ego nas včasih tepe. Vse življenje se že učim, da moram svoj ego včasih malo potlačiti. Če prevrtimo čas naprej, odločil sem se za študij angleščine, ker me je zanimalo preveč stvari. Grem v Ljubljano, mogoče bom vmes še odločil, ne vem, za AGRFT ali kaj podobnega. Kasneje odkrijem, da AGRFT sem premalo umetnika za AGRFT. Zato sem se začel ukvarjati s temi stvarmi ljubiteljsko. Ampak že v času srednje šole sem se profesionalno ukvarjal z glasbo. Namreč že v drugem letniku sem začel igrati, nastopati za denar. Kot pevec, kitarist in klarinetist. Moji sošolci so preživljali poletja na morju, jaz pa na odru. In ni mi žal, ker tu sem se kalil, tu sem se učil odgovornosti, profesionalnosti in trdega dela. Kar ni bilo edino področje, na katerem sem to kazal. Na fakulteti sem to nadaljeval in ko sem končal, vsi, ki ste učitelji, ki boste učitelji,
Če kdaj slišite še za termin permisivna vzgoja, brcnite ga vrit, da leti skozi okno, kako hitro gre. Namreč takrat, ko sem se odločil za profesuro in sem šel po ljubljanskih šolah na hospitacije, odločen, da bom profesor, ker ful rad predavam in delim svoje zgodbe in druge zgodbe, kot vidite, sem odkril, da takrat je bilo več odvetnikov na šoli kot učiteljev. Starši so grozili z odvetniki, vse posod so bili varnostniki in rekel sem si, to ni šola zame. Jaz, 24-letni mulc, bom solil pamet enemu odraslemu, kako vzgajati njegovega otroka. Ne. In sem šel početi druge stvari. Zaposlil sem se na British Councilu, ti so me potem poslali še na eno izobraževanje v London, kjer sem se srečal z musicalom. Dragi moji, moja življenjska pot je bila zelo dolga in tudi prepredena z veliko porazi. Moja največja napaka, ki sem jo naredil, je to, da sem prehitro jemal poraze usodno. V življenju vam predlagam oziroma priporočam, da ste vztrajni, potrpežljivi, da znate premagati vse tiste poraze, ker boste potem močnejši prišli ven. Jaz tega na začetku nisem znal. Dokler nisem prišel do najnižje točke, ko sem želel pustiti vse, predvsem pa glasbo, s katero sem se ukvarjal celo življenje in je bila integralni del mene. To je bilo obdobje, ko sem se soočil z veliko depresijo, ampak sem pristal tako nizko, da sem rekel, nekaj moram spremeniti. In čisto slučajno so me takrat poslali v službi v London, šel sem na West End pogledati par musicalov in sem bil očaran. Namreč vse življenje sem nastopač, pevec, ampak to mi je bilo, ta oblika umetnosti mi je bila izjemno blizu. In ko sem prišel domov, sem pogooglal audicija za musical. Cvetje v jeseni, še 2 dni odprta audicija. Jep, usoda. Na začetku sem rekel, življenje je polno naključij. Ni res. Če stremite k tistemu svojemu cilju, ki ga želite doseči, pa se umaknete, bodo vedno znova prišla nova vrata. Nekoč, ko boste pripravljeni, jih boste odprli. In ko jih odprete, stopite skozi njih pogumno. Ja, se boste spotaknili, boste padli, tudi jaz sem milijonkrat. Edina stvar, ki sem se naučil na tej poti, ko sem bil tako nizko, sem rekel, nižje kot to ne gre. Zato sem začel korak po korak in namesto, da sem se skrival v ozadju, sem stopil v prvo vrsto. Da sem bil čim bolj deležen kritike. Predtem kritike nisem prenesel. Takoj, ko sem naredil napako, je bilo, kjer kreten, ne, to ni za mene, idiot. Potem sem zamenjal zgodbo. Kaj se pa lahko zgodi? Kaj je lahko hudega? Ja, naredil si napako. Kako jo boš popravil? Tako in tako in tako. Okay. In sem začel lesti korak po korak. Kot sem rekel, Cvetje v jeseni je bil prelomen trenutek. Tam sem spoznal čudovito družbo ljudi. Med drugim so mi zaupali tudi, da sem uskok za enega najboljših igralcev v Sloveniji, Jureta Ivanušiča. In počasi sem s tem, kar sem vam rekel na začetku, vztrajnostjo, potrpežljivostjo, profesionalnostjo, to vam polagam na srce, bodite profesionalni, bodite točni, naštudirajte tisto, kar morate. Pa naj si bo to vloga, naj si bo to izpit na veterini, karkoli, bodite profesionalni, bodite natančni in boste uspešni. Ko sem začel temu slediti in da nisem več klonil v prvi napaki, so se mi začeli pojavljati uspehi. To, zaradi česa ste rekli, da sem tu, oddaja na Pop TV-ju, ni moj uspeh. Ne. Tega si ne štejem kot nek dosežek. Štejem pa za ogromen dosežek, več kot 40 naslovov prevedenih za Mladinsko knjigo, med drugim sem prevajalec. Ravno kar imam v avtu korekture za 8. knjigo Jamieja Oliverja, ki jo moram dati v tisk naslednji teden, to bom danes večer delal. Ponosen sem na vsako vlogo v 8 musicalih, ki sem do zdaj sodeloval v njih. Ponosen sem na svoje 3 otroke, ponosen sem na več kot 2000 likov, ki sem jih sinhroniziral. To so vse stvari, ki so skrite v ozadju, ampak na te stvari sem ponosen. Reklame, vodenje reality šova, to, dragi moji, ki se ukvarjate z igro, je poklicna odločitev. Zakaj? Zaradi tega, ker ko sem igral v musicalih,
ker sem bil profesionalen, ker imam kvaliteto, sem vedno igral skoraj da glavne vloge. Moj prišel en musical, ki sem bil primeren za glavno vlogo. In sem rekel producentu, daj jo meni. Rekel, Srđan, z veseljem, takoj bi ti jo dal. Ampak nisi ime. Nisi headliner. Rabim nekoga, ki je znan. Tako, ok, spoštujem. Poklical sem Pop TV in prosil, če sem lahko del njihove oddaje Znan obraz ima svoj glas. In so me vzeli not. Poslovna odločitev. Res, iskreno povem. Vodenje TV oddaje, osebnostno poslovna odločitev. Poslovna zaradi tega, ker je že moje ime začelo malo bledeti, ne? Osebnostna pa zato, ker sovražim kamere. Obožujem teater, obožujem stik z ljudmi. Tisto zrklo tam. In to je bil izziv, ki sem ga hotel premagati. Zato sem sprejel to oddajo. Ne zato, ker sem hotel biti slaven. Poslovno osebnostna odločitev. Sprejmite izzive, postavite si jih. Tam, kjer ste šibki, kot sem jaz bil pred kamerami, zagrabite to. Griste čez to. Na koncu boste močnejši, verjemte mi. Če smo že pri mojem imenu. Srđan Milovanović. Prleški čefur. Ja. To dobi aplauz. Ja, ježišňa, to je bilo pa kar flehtno, da. To je bil stric Fester iz Adamsovih, to sem bil, ja, tudi. Ja, sem bil pa tudi Gunta, ja, v zapoj, ja. V glavnem, vse stvari, ki sem v življenju počel, sem jih lahko kapitaliziral. Bodite vztrajni. Moje ime, Srđan Milovanović, je marsikdaj mi zaprlo kakšna vrata. Moja osebna zmaga je bila, ko so me prvič predstavili kot enega glavnih prevajalcev za enciklopedijo zgodovine na Mladinski knjigi. Čisto slučajno je notri v tamle tistem krogu ljudi, ki predstavljajo pomemben program za naslednje leto, sedela tudi moja žena, da mi je povedala to zgodbo. In ko so predstavili prevajalce, in Srđan Milovanović. Kdo? A ta sploh zna slovensko? V glavnem, v življenju sem imel več težav s prleščino kot srbščino. In moja zborna izreka je rezultat samo trdega dela. Nisem šel na AGRFT, nisem se vključil v noben program, bil sem vztrajen. Zelo veliko sem vadil, da sem lahko prišel do točke, kjer me pokličejo za voice-overje, kjer me pokličejo za reklame, kjer me pokličejo za branje knjig ali pa gledališče. To še vedno najrajši počnem. Zaljubljen teater in upam, da bom še dolgo v ljubiteljskem teatru, ker pač sem laik. Dragi moji, zdaj bom skrajšal, ker vas čaka še dolg dan, ampak če vam hočem kaj položiti na srce, je to, bodite vztrajni, bodite potrpežljivi, bodite profesionalni, bodite točni. Ne točni, 5 minut prej pridite. Jaz sem prišel pol ure prej. Pa sem še par ur nazaj talal spričevala v Ljubljani. Učiteljski poklic za tiste, ki boste učitelji, je izjemno naporen, ampak da ogromno nazaj. Postavljajte si cilje. Ne samo sanjati, postavljajte si cilje. Ker sanje brez ciljev so točno to, samo sanje. Ciljete na nekaj, vztrajajte na tej poti in verjamem, da se bomo še kje srečali. So srečo in hvala, da ste me povabili. Hvala. Najlepša hvala za vaš nagovor in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu in nas kljub polnemu urnikov obiskali tukaj v Ljutomeru. Tako kot vam, se tudi na naši šoli venomer nekaj dogaja. O seveda, še ta zadnji teden je na naši šoli brenčalo kot v čebelnjaku. Včeraj smo po mesecu dni zaključili kulturni maraton in celo na zadnji, uradni dan pouka, je na GFML cela senzacija. Dogodkov je že toliko, da jim šolski novinarji komaj sledijo. Dijaki se namreč udejstvujemo na veliko različnih področjih, tako v šoli kot izven nje.
Tisti najboljši bodo tudi letos dobili posebna priznanja in pohvale ter knjižne nagrade. Tukaj in zdaj pa kratki kolaž dogodkov v mozaiku šolskega leta. Do vrhunca današnje prireditve nas bodo pospremili nastopi, ki so prav tako zahtevali veliko truda in vaj, priprav ter odrekanja prostemu času, da se lahko zgodijo tukaj in zdaj. Brez tega namreč ne gre. Najprej se bodo predstavili dijaki prvega V, ki so skupaj s svojo mentorico postali Orfovi pirati iz Karibov. Sledila bo plesna točka, s katero so dijakinje Lara Širovnik, Nika Marič, Neja Panker in Žanin Tobijas prepričale strokovno žirijo, da si na šolskem plesnem festivalu zaslužijo najvišja mesta.
Tako, priigrali in priplesali smo do vrhunca današnje prireditve. Sledi podelitev priznanj najboljšim dijakom gimnazije Franca Miklošiča v šolskem letu 2022-2023. In seveda smo ponosni, ker jih tudi letos ni malo. Na seznamu najboljših se je znašlo več kot 130 dijakov. Skoraj 100 jih bo prejelo še izredne pohvale. In prav vsi si tukaj in zdaj zaslužijo pošteni aplavz. Sedaj prosim na oder gospoda ravnatelja in gospoda Milovanoviča, da podelita priznanje najboljšim. Dragi nagrajenci, knjižne nagrade vas počakajo v vrečkah, ki jih vzamete ob izhodu iz dvorane. Pa začnimo z dijaki, ki so sloves izjemnosti na GFML ponesli v širni svet, saj so se izkazali na mednarodnih tekmovanjih. Na oder naj zato pridajo Lina Fefer, ki je dosegla 2. in 3. mesto kot najboljša govorka, 3. mesto z ekipo na debatnem turnirju v angleškem jeziku, 3. mesto kot govorka v kategoriji angleščina kot tuji jezik na mednarodnem debatnem turnirju v Ljutomeru in bila izbrana v ekipo, ki bo zastopala Slovenijo na svetovnem debatnem tekmovanju, ki bo julija 2023 v Vietnamu. Lina se današnje prireditve žal ni mogla udeležiti prav zaradi priprav na tekmovanje v Vietnamu, seveda pa si kljub temu zasluži aplavz. Zigio Merzel, ki je osvojila zlato priznanje na državnem tekmovanju v pisanju filozofskega eseja ter uvrstitev na mednarodno filozofsko olimpijado, ki je bila maja 2023 v Olimpiji na grškem Peloponezu. Žal tudi Zigi danes ni z nami. Kristina Genc, ki je dosegla uvrstitev na International Swiss Talent Forum ISTF v Švici februarja 2023. Neja Štampar, ki je osvojila bronasto medaljo na svetovnem tekmovanju mladih znanstvenikov International Competition of Young Scientists v Beogradu aprila 2023 in srebrno priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre. Nela Copot in Blaž Kolman. Nela je prejela zlato priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete. Skupaj z Blažem pa sta prejela še zlato priznanje za prvo mesto na državnem tekmovanju Evropske statistične igre in dosegla prvo mesto v finalu Evropskih statističnih igrah na mednarodni ravni, postala ime tedna na valu 202, konec meseca pa se odpravljata na podelitev priznanj v Luksemburg. Sedaj je čas za prvo fotografijo. Naši internacionalci. Sledi podelitev priznanja najuspešnejšim dijakom na državnih tekmovanjih. Ti, ki prihajajo na oder, so nanizali uspehe na najrazličnejših področjih, vse od naravoslovja pa do humanistike in jezikov. Na njihovih priznanjih je skoraj zmanjkalo prostora. Z nami so Jakob Ritlop, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete, srebrno priznanje na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike in srebrno priznanje iz tekmovanja logična pošast. Nino Klemenčič, za srebrno priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja geografije in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za preglove plakete. Aplavz!
David Svetac za zlato priznanje na državnem tekmovanju EcoQuiz, srebrno priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete. Lara Širovnik za drugo mesto v državi v disciplini posamezni plesi šolskega plesnega festivala, za srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete. David Birman za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja biologije, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete in srebrno priznanje na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja. Živa Smodiš za zlato priznanje na državnem tekmovanju EcoQuiz, za zlato priznanje naziv državna podprvakinja na državnem tekmovanju iz znanja biologije in za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja angleščine za dijake 3. letnika v kategoriji A1, angleščina kot prvi tuji jezik. Vica Kač za zlato priznanje in prvo mesto na državnem tekmovanju iz znanja angleščine za dijake 3. letnika v kategoriji B, angleščina kot drugi tuji jezik. Srebrno Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine in srebrno priznanje na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja. Anika Musič za srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete in srebrno priznanje na državnem tekmovanju strogo zaupno. Lara Svenšek za zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine in tretje mesto z ekipo na debatnem turnirju v angleškem jeziku. Petra Ovček za zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije, srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike, srebrno priznanje na državnem tekmovanju EcoQuiz, bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije, tretje mesto na tekmovanju Science Jam in tretje mesto na državnem tekmovanju Prleška gibanica. In Filip Zvir za prvo mesto, prvo nagrado in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike, prvo mesto in zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike, prvo mesto in zlato priznanje iz tekmovanja Logična pošast, za zlato priznanje in pohvalo na državnem tekmovanju srednješolcev v znanju matematike za Vegova priznanja, zlato priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre, zlato priznanje na državnem tekmovanju iz Matemčka, na tekmovanju iz znanja biologije, na državnem tekmovanju iz znanja kemije za Preglove plakete, drugo mesto v državi in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine in srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije. In sedaj je spet čas za nasmešek pred fotoaparatom. Hvala lepa. V nadaljevanju podeljujemo priznanja po področjih. Prvo je na vrsti jezikoslovje, torej slovenščina, nemščina in španščina. Zlato Cankarjevo priznanje na državnem tekmovanju iz slovenščine sta dosegli Ema Kovač in Zarja Huber. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju španščine je dosegla Neja Horvat.
Državna prvakinja s tekmovanja iz nemščine in seveda dobitnica zlatega priznanja je Saša Steiner. Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine prav tako prejme Martin Novak. Tretje mesto v državi in srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine prejme Jan Smolko. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz nemščine pa Nikolaj Novak. Lepo prosim, da se nam sedaj na odru pridružita dr. Filip Reisner, koordinator DSD izpitov in profesorica Gita Fras, da dijakom, ki so letos uspešno opravili izpit DSD2, podelite certifikate iz znanja nemškega jezika stopnja C1 in priznanja. Priznanja prejmejo Iva Kuhar, Anja Kurbus, Jan Smolko, Lara Svenšek, Julija Weiss, Hanna Vozlič, Neja Štampar, Matej Novak in Ema Kovač. Prosim, da se za skupinsko fotografijo dijakom in dijakijem na odru pridružijo tudi mentorice Tanja Bigac, Mojca Ficko, Milojka Vavpotič-Kučan in Gita Fras, ter seveda gospod Reisner. Ne pozabite na nasmešek in aplavz. Hvala lepa. Še vedno ostajamo pri jezikoslovju in sicer je na vrsti angleščina. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik za film prejmejo Zara Kristel, Zoja Bibič, Kristina Bohar, Nina Katarina Kozar in Aida Iza Ritlop kot ekipa. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot drugi tuji jezik za film prejmejo Cindy Lukašov, Marinka Horvat, Vika Magdič in Pia Kocat-Puhan. Bronasto priznanje na državnem tekmovanju iz angleščine kot prvi tuji jezik za film prejmejo Urban Čuš, Aida Pehat, Tjaša Tkalec, Gaja Otorepec Zlatnik, Maruša Kraljič, Iva Okoran, Kim Kolar in Leja Pongrac. Jezikovno diplomo stopnje C1 na svetovnem tekmovanju iz znanja angleščina Best in English pa prejmejo Anja Kurbus, Iza Šiftar, Zigi Omrzel,
in Ema Kovač, ki je dosegla 4. mesto na državni in 28. mesto na svetovni ravni. Prosim, da se za fotografijo pridružijo tudi mentorji Liljana Kosič, Mojca Rižnar-Nedeljko, magister Saša Pergar in Beverly Lendrikom. Nagrajenca, prosim, če se malo stisnete skupaj za fotografijo. Hvala. Sedaj prehajamo na naravoslovje. Prva na vrsti matematika. Prvo mesto in zlato priznanje iz tekmovanja Logična pošast prejme Julija Weiss. Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz logike je dosegla Katarina Vodopivec. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz logike je dosegel Jan Horvat. Zlato priznanje na državnem tekmovanju strogo zaupno pa Izak Škrobar, Vika Magdič, Daša Smodiš in Neja Smontara. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju strogo zaupno so dosegli David Mulac, Luka Šantavec in Anja Kurbus. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju vzorci Iza Šiftar. In srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz razvedrilne matematike Ana Škrobar. Prosim, če se za fotografijo pridružijo tudi mentorice Natalija Horvat, Irena Ravtor-Repija, Štefka Štrakl, magistra Mateja Škrlec in Viktorija Ternar-Horvat. Nasmešek. Prosim, stopite nekoliko bolj skupaj. Hvala lepa. Ostajamo pri naravoslovju, na vrsti so Evropske statistične igre. Zlato priznanje za drugo mesto v kategoriji A na državnem tekmovanju Evropske statistične igre je osvojil Rene Žižek. Zlato priznanje za tretje mesto v kategoriji B prejme Jernej Baša. Zlato priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre prejmejo še Lucija Halas, Ela Litrop, Hanna Ferenčak, Lara Mežan in Neja Smontara. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju Evropske statistične igre prejmejo Vid Tristan Burjan, Maj Matjašec, Tomaš Novak, Lana Kocipar, Nina Malačić, Lana Krančič, Nika Mavčec, Daša Smodiš in Tjaša Karas.
Na odru naj se jim pridružijo še mentorice Irena Rauter-Repija, Viktorija Horvat-Ternar, magistrica Mateja Škrlec in Mateja Godec. Lahko stopite tudi v dve vrsti, tisti nekoliko višji malo nazaj, zato da bo lažje. In potem pokažite svoje lepe zobke. Nasmeh. Bravo, hvala lepa. Ne boste verjeli, še vedno ostajamo pri naravoslovju. Na vrsti so biologija, kemija, fizika in ekokviz. Zlato priznanje na državnem tekmovanju znanja kemije za Preglove plakete prejmejo Anže Škrget, Rene Zorman in Rene Žižek. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju znanja kemije za Preglove plakete prejmejo Adam Žižek, Tjaša Kustec, Nino Gubič in Maj Matjašec. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju ekokviz prejmeta Lara Kapun in Vita Lukašev. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz znanja o sladkorni bolezni prejme Lučka Prem. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz astronomije pa sta prejela Tjaša Karas in Maj Pintarič. Naj v ospredje pridajo še mentorji Mateja Godec, magistrica Nina Žuman, doktorica Marija Meznarič in Sandi Šalamon. Čas je za fotografijo. Kar stopite skupaj. Nasmešek. In hvala lepa. Tako, sedaj prehajamo na naslednje področje, družboslovje, kamor sodijo psihologija, zgodovina, sociologija, debata in šport. Zlato priznanje na državnem tekmovanju iz zgodovine sta osvojili Kaja Rihtarič in Lara Weberič-Žagar. Srebrno priznanje na državnem tekmovanju iz psihologije pa sta osvojili Nena Horvat in Julija Weiss. Projekta EU Euranet Plus sta se udeležila Neja Mladenovič in Jakob Idič. Jan Slavic Bezjak pa je soustvarjal zbornik Globalni obrazi starosti, ki bo predstavljen na knjižnem sejmu v Frankfurtu. Tretje mesto z ekipo med novinci na debatnem turnirju v slovenskem jeziku so osvojili Vita Borovič, Leja Pongrac in Olja Smodiš, ki je med drugim dosegla tudi tretje mesto kot govorka. Drugo mesto na državnem tekmovanju v badmintonu pa je dosegla Nika Bedič.
Prosim še mentorje Suzana Rauter, Danilo Obal, Jasna Vogrinec, Sonja Frčak, Aleš Kustec in doktorica Saša Vrbnjak Kalamar, da se dijakom pridružijo na odru za fotografijo. Nasmešek! Hvala lepa. In sedaj so na vrsti mladi raziskovalci in podjetnost. Srebrno priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so prejele Anika Žličar, Maša Škrget, Lija Bauer in Ema Bakan. Bronasto priznanje na državnem srečanju mladih raziskovalcev Slovenije so prejeli Maj Pintarič, Samuel Gonza, Lani Habjanič, Iva Kuhar, Zara Bertalanič, Lara Pučko, Saša Steiner in Julija Kronvogel. Zadnja še dodatno za 3. mesto na tekmovanju Science Jam. 3. mesto na državnem tekmovanju JOA Slovenija po izboru alumni in uvrstitev v finale tekmovanja podjetniških idej Popri je dosegla Gaja Jerebic. Prvo mesto na državnem tekmovanju Prleška gibanica pa sta dosegla Neža Tikvič in Blaž Rakuša. Naj omenim še, da sta na istem tekmovanju 3. mesto dosegli Zara Bertalanič in Lara Pučko. Prosim še mentorje Matejo Godec, magistrico Nino Žuman, Simono Pihlar, Sonjo Frčak, Sandija Šalomona, Katjo Peršak Hadinjak, da pridajo na oder za fotografijo. Ko kar stopite skupaj, drugače bo težko zajeti vse. In nasmešek. Too late. Hvala lepa. Sedaj na vrsti umetnost, film in gledališče. Drugo mesto na mednarodnem natečaju 8. festivala oblikovanja Maribor v kategoriji film in nagrado občinstva na festivalu Student Cuts v kategoriji Future Talent za film Ljubezen prejme Katjuša Peterka. Nagrado občinstva na festivalu Student Cut za film Klic prejme Benjamin Kerčmar. Nagrado za najiskrivejšo ustvarjalko na festivalu Student Cut so prizoritvene akcije za vloge v predstavi Nine Kuclar-Stikovič Jutri je v sanjah izgledal drugače prejme Ela Černila. Za doseženo glavno nagrado in zlato priznanje na festivalu Videomanija za film Njegovo sonce pa na oder kličemo Aljo Belec. Srebrno priznanje Vizije 2023 za uprizoritev predstave Nine Kuclar-Stikovič Jutri je v sanjah izgledal drugače so prejeli Ela Černila, Alina Denša, Zoja Domjan, Stefanija Flinčec, Nina Jakob, Tija Juraš, Anja Kerec, Ema Kociper,
Ajša Kolarič, Kiara Marič Vild, Maša Maučec, Ana Pelcar, Katja Poštrak, Eva Repon, Eva Trgušek, Lana Vidovič in Žan Zvir. Na oder vljudno vabim še mentorje. Prosim, da se dijakom pridruži Ludvik Rogan, Sandi Jesenik in Vid Hajnšek. Takole, še fotografija, prosim, brez solza, če gre. In nasmešek, filmski tokrat. Čestitke. Sedaj pa predlagam, da si gospod Srdžan Milovanovič malo oddahne, se morda malo usede, ker je verjetno že utrujen. In namesto njega na oder vabim predstojnico območne enote Zavoda Republike Slovenije za šolstvo Murska Sobota, gospodarjo Farič Klemenčič. In sedaj je čas za podelitev dijakom za odličen uspeh v vseh 4 letih šolanja. Najprej je na vrsti 4. A razred. Prosim, da se na odru dijakom pridruži tudi razrednik Andrej Kos. V ospredje pa naj pridejo Daša Koprivnik, Anja Kurbus, Neja Mladenovič in Lara Svenšek. Ena od 440 odstotkov. Še fotografija. Tako, kar postavite se zraven, prosim, takole. Predstavnica 4. A razreda. Na vrsti je 4. B razred, prosim razredničarko doktorico Marijo Meznarič, da pride v ospredje, njej pa naj se pridružijo Nela Copot, Špela Jaklin, Zara Kovač, Nika Maučec, Daša Smodiš, Nika Sobočan, Rene Zurman in Rene Žižak. Takole prosim še za fotografijo. Dame in gospodje, odlični dijaki in odlične dijakinje iz 4. B razreda. Na vrsti je 4. C razred. Prosim razredničarko Gito Fras, da pride na oder. Pridružijo pa naj se ji Kaja Bedrnjak, Kristina Genc, Gaja Jarebic, Tjaša Karas,
Naja Kovač, Lučka Prim in Neja Štampar. Takole, čas je še za fotografijo. Odličnjaki in odličnjakinje 4. C razreda. Na vrsti je 4. D razred, zato prosim razrednika Aleša Kusteca, da pride na oder. Pridejo naj Nina Kuhar, Matej Novak, Kaja Rihtarič, Iza Šiftar in Iva Štefanec. Čas je za fotografijo. Razredni Kustec, ne pobegnite. 4. D razred. Odlični dijakine in dijakine vseh 4 let. Sedaj je na vrsti 4. U razred. Zato prosim razrednika Franca Čuša, če pride v ospredje. Na odru naj se mu pridružijo Ema Kovač, Kiara Marič-Vild, Zigi Omerzel, za katero vemo, da je danes ni tukaj, in Ana Pelcar. Še fotografija, prosim. Dame in gospodje, umetnice v odličništvu iz 4. U. In še 4. V razred. Prosim, da se nam v ospredju pridruži razredničarka Vesna Vrhovski. Žal je danes ni z nami, na oder pa naj pridejo Ana Kavaš, Neja Smontara, Janina Emina Zorko Šeman, in še fotografija. Tako, Neja, nasmešek, predstavljaš odlične dijake iz 4. V. Bravo. Dame in gospodje, podelitev je s tem končana. Še en aplavz za vse dobitnike priznanj leta 2022-2023. Hvala lepa. Ja, še enkrat z najne strani iskrene čestitke s tem nagrajencem. Priznanja pa si zaslužijo seveda tudi naši profesorji. Celo leto se trudijo, da bi iz nas dijakov izvabili najboljše in nas naučili največ, kar se da. Nažalost, priznanj profesorjem ne podeljujejo.
Podelimo pa jim lahko en velik aplavz za njihov trud in delo, ki je bilo, to je dokazalo, množica dijakov na odru poplačano. Še enkrat, idemo še enkrat. Zdaj pa en glasbeni premor, da si malce odpočijemo. Kadar me greje na smehu dežju, se spominjam na tisti čas, ko smo plesali na vročem pesku, veter božal nam je obraz. Zvoki kitare so parali noč, vonj po vinu je vlil strast, vroča telesa tam kot nebesa, skupaj smo peli v en glas. Pleši zdaj, ko se dani, bolj je tu kot sam doma. Ne zapravimo noči, te v ritmu jutra bo odšla. Vse te odmeve še slišimo tu, zapiram oči, da so bolj na glas, pojejo pesem in z njimi jaz. Tisto poletje bilo je moje, polno veselja in lepih zgodb, tega ne bom pozabila. Kadar me greje na smehu dežju, se spominjam na tisti čas, ko smo plesali na vročem pesku, veter božal nam je obraz. Zvoki kitare so parali noč, vonj po vinu je vlil strast, vroča telesa tam kot nebesa, skupaj smo peli v en glas. Pleši zdaj, ko se dani, bolj je tu kot sam doma. Ne zapravimo noči, ta v ritmu jutra bo odšla. Pleši zdaj, ko se dani, bolj je tu kot sam doma. Ne zapravimo noči, ta v ritmu jutra bo odšla. Moje srce mi še kdaj zapoje o ljubezni in sreči, to, kar od nekdaj sem sanjala. Tisto poletje bilo je moje, polno veselja in lepih zgodb, tega ne bom pozabila. Kadar me greje na smehu dežju, se spominjam na tisti čas, ko smo plesali na vročem pesku, veter božal nam je obraz. Zvoki kitare so parali noč, vonj po vinu je vlil strast, vroča telesa tam kot nebesa, skupaj smo peli v en glas. Pleši zdaj, ko se dani, bolj je tu kot sam doma. Ne zapravimo noči, ta v ritmu jutra bo odšla. Pleši zdaj, ko se dani, bolj je tu kot sam doma. Ne zapravimo noči, ta v ritmu jutra bo odšla. Letos je že 12. generacija dijakov na GFML opravljala izpit za pridobitev nemške jezikovne diplome druge stopnje. Dijaki s to diplomo na nivoju od B2 pa vse do C1 izkazujejo resnično visoko stopnjo znanja nemščine. Certifikat, ki ga pridobijo, pa je trajen in jim odpira vrata na večino nemških univerz. Vsekakor pa je odlična referenca pri iskanju zaposlitve. Dr. Filip Reisner je programski učitelj za nemščino in je vsa ta leta neutrudno bdel nad koordinacijo in izvedbo izpitov. Danes je z nami zadnjič, zato ga vljudno vabim na oder, profesorico Gito Fras pa, da mu preda spominsko darilo.
Dragi Filip, hvala ti za res nesebično podporo in pa za ves pozitivizem, ki si ga prinašal k nam iz Maribora v Ljutomer. Hvala ti, pogrešali te bomo. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, verehrte Schulleitung, liebe Eltern und Schüler. An diesem großen Tag freut es mich besonders, obwohl ich sehr traurig bin, gehen zu müssen, dass ich das Privileg hatte, euch zum letzten Mal eure Diplome überreichen zu dürfen und euch damit ganz herzlich zu euren herausragenden Leistungen in dieser schwierigen Sprache und den Anforderungen an Hör- und Leseverstehen, Präsentationen und Essays gratulieren zu dürfen, die ihr damit unter Beweis gestellt habt. Vendar pa je današnji dan poseben še z drugega vidika, saj se to zadnjič, ko lahko prevzamem to odgovorno in častno nalogo. Moj čas v Sloveniji se namreč s tem šolskim letom žal konča. Na tukajšnjo šolo in svoje sodelavce sem se vedno počutil še posebej navezanega, morda iz osebnih razlogov, morda pa tudi zato, ker me je pot iz Maribora v ravninski svet vedno spominjal na moj dom v severno-nemški ravnini, kamor se bom zdaj vrnil. K temu so morda prispevali tudi osupljiva, skrivnostna lepota Jeruzalema in nepozabni jezikovni tabori v Veržeju s svojim sproščenim in zabavnim počitniškim vzdušjem. Običajno ne govorim o zastavah. Danes želim narediti izjemo. Od slovenske trikolore se zdaj opravljam v deželu s to zastavo. Na mestu morja, Triglava in zlatih zvezd iz grba celtskih grofov sta tu dva leopardja leva iz danskega kraljevega grba in skrivnostni list koprive. Od panslovanskega zdaj preidem na šlesvig-holštajnsko tribarvico, ki je po barvnem zaporedju podobna francoski, in verjetno bom postal učitelj francoščine na najmanjši gimnaziji v najsevernejši deželi Šlesvig-Holštajn. To pomeni tudi, da narečje te regije, ki me vedno spominja na francoščino, ima v sebi nekaj preroškega. Dragi dijaki, ki ste v učenje nemščine vložili toliko truda in časa, lahko vam samo čestitam za zredo razgledanost, ki se skriva za tem. Tuji jeziki odpirajo vrata in kljub ali pa morda prav zaradi sedanjih digitalnih dražljajev, pretresov in velikih sprememb na tem področju, bodo ljudje, kot ste vi, ki znate jezik, uporabljati kritično, raziskovalno in s občutkom za njegovo lepoto, bolj potrebni kot kdajkoli prej. Še posebej težko se poslovim od svojih dragih sodelavk Gite, Lili, Martine, Milojke in Saše, ki so me sprejeli z odprtim srcem in me v teh razgibanih 6 letih z ali brez nemške debate vedno spremljale s pozitivno podporo in velikodušnostjo. Brez vas in velikih radosti potovanja na vzhod, skratka brez nekaj upanja na vzhodu, za mene bi bilo tako lahko in preprosto. Dali ste mi veliko, med drugim tudi potovalne nasvete za neodkrito v Sloveniji, ki je še vedno nisem v celoti raziskal. Za prihodnost si želim, da se ponovno srečamo in da ne pozabimo, koliko smo se skupaj smejali, kljub izzivom, ki jih predvsem vidim v digitalnem in duhovnem svetu. Dveh na videz tako diametralno nasprotnih svetovih. Žal se, za razliko od Luisa, nisem naučil in ne gučim prleško, zato lahko le rečem hvala vsem, iskrene čestitke in se vidimo. Hvala, profesor Reisner, da ste bili del naše GFML zgodbe. In še enkrat resnično iskrene čestitke vsem. Tako, če torej potegnemo črto pod celim šolskim letom, ugotovimo,
da smo GFML-jevci bili kot vsa leta doslej aktivni, uspešni, neutrudni, kreativni. Vzorno pridni, ustvarjalno tekmovalni in moralno požrtvovalni. Skratka takšni, kot se za dijake spodobi. Celo leto smo se ne samo pridno učili, ampak tudi tekmovali, raziskovali in se dokazovali na številnih področjih, saj se zavedamo, da šola nista samo pouk in učenje. A le eden je lahko prvi in najboljši. Sedaj na oder vljudno vabiva profesorja Franca Čuša, da razglasi še najrazred v letošnjem šolskem letu. Midva pa se bova poslovila. Vsem seveda čestitava za uspešen zaključek leta. Ne pozabite, da vas po prireditvi v šoli čakajo razredniki, ki ste spričevali. Starši in gosti ste pa vljudno vabljeni na manjšo pogostitev v šolski jedilnici. Vse nagrajence prosim, da počakajo v dvorani na skupinsko fotografiranje. In potem? Potem vas bodo v poletni dan pospremili dijaki 1. U, ki je za konec izbral tisto pravo poletno na soncu. Timotej, a veš, kako je Janez Meti povedal ob slovesu? Po mestih poglej. Meta je navada, da se prijatelja, ki se imata rada, poljubita, kadar gresta eden od drugega. Zato, imejte se radi, bodite prijatelji, ki se poslovijo s poljubi. Imejte se lepo, lepše, najlepše. In na snidenje v septembru. Letos smo se odločili in v bistvu nekako naredili natečaj za 2 naslova. In sicer najprej ste dijaki po posameznih oddelkih tekmovali v tem, kdo bo pripravil program najbolj trajnostne ekskurzije. Svoje programe na podlagi navodil vas je poslalo 10 oddelkov od 1. do 3. letnika. In razred, ki je pripravil program najbolj trajnostno naravnane ekskurzije, bo s sabo popeljal na ta izlet potem tudi najrazred šolskega leta 2022-2023. In najprej bom razglasil ekskurzijo, katero je ocenjevalna komisija v sestavi Mateja Godec, Nina Pečnik, Danilo Obal, Liljana Fajdiga in Martina Vogrinec razglasila za najbolj trajnostno ekskurzijo. To so pripravili dijaki 3. C oddelka. In z njimi bodo skupaj na Bled in v okolico Bleda potovali tisti, ki so razglašeni za najrazred šolskega leta 2022-2023. Na 3. mesto se v tekmovanju za najrazred, ki je vključeval pustno povorko, športne igre, kulturni maraton, uspehi dijakov na raznih tekmovanjih, učni uspeh ob koncu šolskega leta in pa glasovanje zaposlenih. 3. mesto je zasedel 1. A razred. Drugo mesto, 2. A razred. In v tem šolskem letu so se na opisanih področjih najbolj izkazali dijaki 3. C oddelka. Čestitke! Prosim, če pridete dijaki 3. C skupaj z razredničarko, gospo Natalijo Horvat, tukaj sem v ospredje, da vas vidijo v dvorani, kdo je najrazred šolskega leta 2022-2023. In ker ste vi najrazred in tudi ste načrtovali najbolj trajnostno ekskurzijo, se vam bodo na tem potovanju oziroma na tej poti pridružili dijaki 2. A oddelka skupaj z razredničarko. Čestitke!
Jaz ne morem več v temi živeti, jaz bi hodil na soncu, jaz bi hodil tebe let. Zdaj ne rabim več ostalih stvari, samo še svoje sanje in človeka kot si ti. Mislim, da sem videl že ogromen lepi slika, po domu sem vase, nekaj trist mi je kosti. Zdaj počivam na otoku in si zidam gradove in srečo ljudi. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Kot da bi videl svojo dramo naprej, z nje sem risal solze in dodajal svoj smer. Vsako dušo, ki me gleda v oči, sem povabil zraven, naj še ona to doživi. Preden svoj obraz v solze potopim, zlate solze sreče, preden dobrega znorim. Da bi videl, da še ti greš z nami, skupaj bomo videli, kaj pomeni adrenalin. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Ker ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl v srce. Jaz ne verjamem v telo, rad bi te videl, videl, videl.